Večino muzike poslušam v avtu, tako da nikoli nisem dal veliko na slušalke, ki bi jih uporabljal s telefonom. Ampak vsake toliko mi pridejo prav in takrat je fajn imeti nekaj s sabo. In glede na to, da morajo biti slušalke brezžične, Bluetooth, sem iskal eno cenovno ugodno varianto, ampak da niso lih en navaden kupček dreka. Ime mi je Miha in danes si bomo ogledali Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic S ali po domače Redmi AirDots S. Ful dolgo ime za take male slušalke, ja. Pa predvsem jih najdeš pod dvemi imeni, Xiaomi in Redmi. Ampak to je ena in ista firma, sam branding imajo prilagojen regijam zaradi avtorskih pravic. AirDot, AirPod. Sovražim videe, ko moraš čakati do konca, da ti pove, koliko stvari stanejo. Jaz se bom potrudil, da tega ne bom delal. Kupil sem jih na AliExpressu za 22 €, poslani pa iz Španije. Pri nas se cene gibljajo okrog 30 € plus poštnina, tako da se sami odločite, kaj vam bolj paše. Pa pogledamo, kaj dobimo za 22 €. V škatli so slušalke, 2 para silikonskih vložkov različnih velikosti in navodila za uporabo. To je to. Polnilni kabel, mikro USB in polnilec moraš imeti že odprej. Pri silikonskih čepkih je pomembno, da najdete pravo velikost zase, ker vpliva na zvok. Jaz sem gotovo, da meni pašejo najmanjši čepki. Prva povezava s telefonom je hitra in enostavna. Prižgeš slušalke, jih najdeš med Bluetooth povezavami in jih spariš. Pri teh slušalkah je fajn, da uporabljajo Bluetooth 5 standard, kar pomeni, da ne rabiš vsako posebej povezati s telefonom, ampak se obe avtomatsko povežejo. Pri cenejših Kitajcih je potrebno vsako posebej spariti, oziroma slušalke, ki imajo 4,2 standard. Vsakič, ko slušalke vzamemo iz škatlice, se avtomatsko povežejo s telefonom v parih sekundah. Ko jih pospravite nazaj, se same ugasnejo. Tu mi je zelo všeč. Škatlica, kjer so shranjene slušalke, ima vgrajeno baterijo, tako da jih avtomatsko polni, ko jih pospraviš. Slušalke naj bi zdržale 4 ure neprekinjenega poslušanja in napolnijo se v 1 uri in pol. Škatlica ima 300 mAh baterijo, kar naj bi bilo dovolj za malo več kot 3-kratno polnjenje. Po enem mesecu moje normalne uporabe sem do zdaj samo enkrat polnil škatlico. Kot sem omenil, se ta polni preko mikro USB kabla in potrebuje cirka 2 uri, da se napolni. Zvok je presenetljivo soliden za ta cenovni razred. Ne sicer pričakovati preveč, predvsem imajo kar precej basa, tako da so nam, ljubiteljem elektronske glasbe, zelo všeč. Srednji visoki sicer malce trpijo, ampak kot sem rekel na začetku, za občasno poslušanje so ok. Seveda si lahko po svoje uredite EQ, če vam aplikacija, katero uporabljate za poslušanje, to dopušča. Slušalke imate vgrajena gumba, tako da en pritisk pauzira komad ali video, s ponovnim pritiskom pa nadaljuje, kjer ste ostali. 2-kratni pritisk prikliče Googlovega asistenta, če ga uporabljate, 3-kratni pritisk pa aktivira tako imenovani low latency mode, kateri je namenjen primarno igranju iger, tako da ni zamika zvoka z dogajanjem na ekranu telefona. To je imeti fajn vklopljeno tudi, ko gledaš videe. Telefoniranje s temi slušalkami je tako. Sogovorniki so mi rekli, da je moj glas tak kovinski, sicer razločen, ampak vseeno drugačen. Predvsem pa mora biti okolje mirno, recimo v avtu ali sprehodu v naravi. Takoj, ko si recimo ob prometni cesti, zraven gradbišča ali nekje, kjer je šunder, vas na drugi strani ne bodo več razločno slišali, ker bo ozadje preglasilo vaš glas. Tako da so za pogovarjanje delno sprejemljive. Največji minus teh slušalk je pa način, kako jih vzeti ven iz škatlice. Oh my fucking god, kaj so razmišljali, ko so jih dizajnirali. Edini način, da jih lepo vzameš ven, je, da jih enakomerno z 2 prstama zgrabiš in navpično zdvigneš. Če jih malo drugače primeš, ti zdrsne, ali pa če imaš debelejše prste, kakor jaz, ne moreš jih ven zbezljati, ker je magnet močen in ne popusti tako enostavno. In ker so dokaj gladke, ti lahko kar hitro zdrsnejo in padejo po tleh. In zdaj si zamisli, si na troli, jih jemlješ ven, pa ti slušalka zleti po unah umazanih tleh, pa pod stol, kjer sedi eden, ki očitno se ni že več kot en teden stuširal in ti mu moraš lesti spodaj med noge, da priješ do slušalke. Ampak vseeno sem zadovoljen z njimi. Delajo, imam jih s sabo, ko jih rabim, vedno so polne in to je to, kar sem želel od slušalk. Tako da imajo moje priporočilo. Upam, da vam je bil video všeč. Se vidimo naslednjič, ne se pozabite naročiti na kanal, udarite po zvoncu, da vas obvesti, ko objavim nov video in stisnite en like, če so vam taki video kul. Čau!